spoštovani gostje, cenjeni udeleženci, in hvala, da ste se odzvali našemu vabilu na omizje v okviru projekta Noč raziskovalcev 2016. To letos poteka, kot najbrž veste, pod geslom Znanost za življenje. Za tale pogovor in pa pripravo mnogih drugih dogodkov v Ljubljani pa so zaslužni sodelavci Nacionalnega inštituta za biologijo. Moje ime je Ina Petric, sem novinarka in urednica spletnega portala za promocijo znanosti Tromba. Najdete nas na www.tromba.si. No in naslednji uri želimo spregovoriti o vašem videnju, vaših pogledih, izkušnjah in razmislekih o raziskovanju, o raziskovalcih in o znanosti. Naj poudarim, da gre v pogovoru in odgovorih za vaše osebne izkušnje, vaš razmislek, za vaše videnje. Zato nikakor ne gre za vrednostne ocene, torej ne ocenjujemo pravilne ali pa napačne odgovore. No, kot smo že govorili, pogovor snemamo, zgolj zaradi lažje analize, ki jo bodo organizatorji Noči raziskovalcev pripravili po dogodku. Po pripravi predpisa bodo posnetke uničili, po prepisu pa zabrisali vaše podatke, iz katerih bi bili lahko kakorkoli osebno prepoznani. Vaše ime po prepisu zgolj nadomeščeno s kom. No, pa gremo kar k začetku. Glede na to, da se in se tudi ne, vsi ne poznate med sabo, prosimo, da najprej za začetek se predstavite, ime, priimek, delo, poklic, ki ga upravljate in organizacijo, ki jo delujete. Gremo kar po vrsti, gospa Grahek. Jaz sem Tatjana Marčec-Grahek. Po poklicu sem diplomirani inženir kemije in po starem sem tudi magistrirala in imam naslov magister kemije. Delala sem 9 let na fakulteti za kemijo kot mladi raziskovalec, kasneje kot asistent. Potem sem leta 1996 ustanovila svoje podjetje Kemomed, ki se ukvarja z prodajo, promocijo in tudi podporo laboratorijem, tako na področju farmacije, na področju kemije, na področju raziskav, pokrivamo področje analitike in biomedicine. No, naprej. Jaz sem Maruša Pompe-Novak, sem doktorica biotehnologije. Kot raziskovalka sem zaposlena na Nacionalnem inštitutu za biologijo, na Univerzi v Novi Gorici pa učim kot profesorica rastlinske biotehnologije. Moje ime je Milan Kneževič, jaz sem biolog in doktor biotehnologije. Sem direktor podjetja Edocel, ki se ukvarja z celično tehnologijo v klinične namene. Ja, jaz sem Nada Udovč-Kneževič, po osnovni izobrazbi biolog, prihajam iz biotehniškega centra Ljubljana in sicer poučujem na gimnaziji in veterinarski šoli v Ljubljani. Sem pa priučeni biotehnolog, se pravi na šoli poučujemo biotehnologijo, mikrobiologijo in laboratorijske vaje. Jaz sem pa Maja Ratej, nisem nekako povezana z znanostjo kot raziskovalka, sem pa novinarka Vala 202 Radio Slovenija, nekako je moje področje znanost, okolje pa zdravje. No in ker seveda še k prvemu vprašanju, vsebinskemu bolj, kaj vam pomeni znanost oziroma raziskovanje, kako to dojemate? Spana, da? Tatjana, pardon. Ja. Kaj mi pomeni raziskovanje? Predvsem eno veliko radovednost, ki jo nosi v sebi raziskovalec, ko želi odkriti neke osnovna pravila, v mojem primeru na področju kemije ali pa vedah o življenju, tako kot se zdaj popularno reče v life sciences. Predvsem raziskovanje in znanost, gonilo vsega tega mi je po mojem vedenju neka radovednost, da zvemo, kaj je tam in potem mi to znanje uporabimo aplikativno, da lahko izboljšujemo kvaliteto našega življenja. Sama znanost ni samo tudi aplikativna, ampak tudi znanje, ki ga pridobiš
pomeni lahko tudi neko zakladnico v vse obče in človeško znanje, ki se potem mogoče nekoč lahko uporabi. Predvsem je pa, če me se mi reče, znanost in raziskovanje je meni prva asociacija radovednost pri osebi. Maruša? Meni se zdi znanost neka osnova, predpogoj za to, da gre lahko napredek dalje. Z znanostjo odkrivamo nova znanja, nova spoznanja, ki nam pomagajo k temu, da se kvaliteta življenja ljudi lahko izboljšuje. Ja, jaz imam pa dilemo med tema dvema izrazoma, ki imata sicer tak lep zveneč sloves, samo sta zelo različna. Raziskovalec je v bistvu vsak od nas, ko začne že od otroka naprej, s tem, da tam ni podlage znanja, praktično nobenega, se sproti uči in raziskovanje pomeni to, da se uči. Potem pa postaneš pa poklicni znanstvenik in tisto, kar je najbolj navaden, je, da nisi več raziskovalec. In ti to postane poklic in takrat pa v bistvu umre tisto bistvo, kar ne bi znanost in raziskovanje v sebi nosilo. Jaz bi se kar priključila gospej Tatjani. Mislim, da je znanost, se pravi vedoželjnost oziroma zadostiti, poiskati rešitve oziroma odgovore na določena vprašanja, ki se pač porajajo od otroka, recimo naprej. Tako, toliko z moje strani. Ja, Maja? Jaz se pridržujem vsemu, kar je bilo do zdaj povedano. Sploh vi ste izpostavili zanimivo točko, ampak mogoče kot novinarka, tukaj bi težko govorila kot o kakršnikoli prvoosebni izkušnji raziskovalca, jih pa gledam kot navdih. Z vsemi, ki se z njimi srečujem, mi predstavljajo meni in upam, da tudi prek mojih prispevkov poslušalcem navdih in obenem tudi neke vrste vzvod za tisti aha efekt in morda vnovično prebujenje radovednosti. No, Maja, še za tebe posebej, ker so bili novinarki, jaz sem pred nedavnim govorila z nekimi novinarji, ki spremljajo znanost na BBC-ju in so oni na vprašanje, kaj bo to pomeni, zanimivo pa rekli, da je to predvsem ljubezen do dela. A ti enako doživljaš to? Moje znanstveno to ukvarjanje z novinarstvom z področjem znanosti, recimo. Jaz bi rekla, da to velika ljubezen do dela. Včeraj mi je nekdo rekel, da sem predvsem entuziastka, ker je to v Sloveniji ni nekako zelo znana novinarska veja, veščina in tako naprej. Kvečemo, če nekoga posebej zanima, se preusmeri v to področje. Sicer se pa tudi strinjam z izrazom, ki se ga v točno današnji 30-letnici uporabljali kolegi na delu, ko so rekli, da so dvoživke. Kot novinar, ki poroča o znanosti, moraš imeti vedno še kakšno dodatno področje, da lahko nekako preživiš in oddelaš te svoje ure in kvote v Sloveniji. Tako da na koncu se to ukvarjanje z znanostjo in novinarstvom pa nas zelo rezultira v ljubezni do samega področja, drugače ne bi pokrivali. Entuziazem. Ja. Kako bi pa opisali vašo izkušnjo z dogodki v okviru te prireditve Noči raziskovalcev? Ja, gospod Tatjana, magistrica Tatjana. Jaz veliko izkušenj s to prireditvijo nimam. Tisto, kar sem zvedla tudi od kolegov, ravno prihajam z kongresa Slovenski kemijski dnevi, ker sem se tudi pogovarjala z člani fakultete v Mariboru, kemijske fakultete v Mariboru, oni so tudi v Mariboru to organizirali in so mi povedali, da opažajo na osnovi te promocije znanosti, promocije raziskovanja opažajo večje zanimanje mladih. Se pravi, da to ima nek vpliv, pozitiven vpliv na mlade ljudi, da se začnejo odločati in razmišljati tudi o naravoslovju, v tem primeru o naravoslovju, kjer je dejansko deficit mladih ljudi, ki bi se odločali za te poklice.
bodi si čisto znanost, bodi si čisto raziskovanje ali pa to je tako bolj tehnično. Ne. Tako da se mi zdi, da je to zelo v redu in da bi bilo fajn, no, fino, da je gospa Ratl tukaj, ne, čeprav vsa se pravi, da je dvoživka, ampak da bo to še malo bolj poudarjeno, da se majčkeno več o tem govori, ker se mi zdi pomembno, ker tudi mi vidimo, da manjka ljudi s temi znanji, ko iščemo nove sodelavce, da manjka mladih ljudi, ki bi želeli iti v naravoslovje, v raziskave, ki bi bolj prinesli nekaj, bolj se odločajo za poklice, ki so na nekem drugem področju, ker se jim zdi, da je lažje. Ampak mogoče to zato, ker točno ne vedo, kakšno je delo nekega raziskovalca. Ja, Maruša. Ja, na Nacionalnem inštitutu za biologijo smo se noči raziskovalcev pridružili že v prejšnjih letih s stojnico na Kongresnem trgu. Poleg tega se pa pogosto udeležujemo tudi podobnih dogodkov, kot so na primer Znanstival, organiziramo tudi dan črvivih rastlin in na vseh teh dogodkih smo zelo zadovoljni z odzivom publike, kažejo zanimanje. Zelo veliko zanimanja kažejo otroci, ki so glavni obiskovalci teh dogodkov, pa tudi posamezniki, starejši ljudje, ki se tega udeležijo. Se mi zdi pa zelo pomembno, da se raziskovalci poleg tega, da nekaj raziskujemo, nekaj odkrivamo, tudi udeležujemo takih stvari, ker je pomembno, da ljudem povemo, kaj smo odkrili, kaj so naša odkritja. Nekako smo zelo navajeni deliti svoja znanja z drugimi znanstveniki, tega, da pa širši javnosti sporočamo naš pomen, našo vlogo, kaj smo odkrili, tega pa je relativno malo. In ravno recimo noč raziskovalcev je tak dogodek, taka priložnost, da tudi širšo javnost seznanimo s tem, zakaj je znanost pomembna. Ja, jaz se seznanil s to prireditvijo preko Saše Novak iz Štefana. Ona je bila tudi v prejšnjih letih kar aktivna na to temo. Drugače pa pravim paradoks, da se dogaja noč raziskovalcev po dnevu. Predvsem, to je tudi že en sam dogodek, ki pove, da to zadevo treba raztegniti, ne samo na kakšne noči, dneve, kaj takega, ampak teden. In tisto, kar je, ker recimo Angleži zelo dobro znajo povedati, da so zmer občudoval, je, da znajo tudi najbolj zapletene stvari na zelo poljuden način predstaviti in v bistvu ljudi navdušiti. Mi smo pri nam še zmeri tak ali evropski stil, pa tudi Slovenci zelo pašemo pod njega, da je to znanstvenik, to je nekje v gorah, ki se ukvarja z enimi svojimi stvarmi, ki obeži Bog na svet na zastop. In tudi na koncu, on gor, ki je mislil, da je gor, pa dol, ki je mislil, da je tudi nekaj posebnega in da njega tako bedno način zastopa, ne, in potem je ta komunikacija prekinjena. Kar pa je v medijih, ker so pač novinarki tukaj, pri nam je znanost v medijih bila za mojko strašno zapostavljena. To pomeni, tudi vem, da so kolegi vaši v drugih hišah, pa na goru katerih, so zmerjali, da ponovati so iz medij zarezali, stisnali, kakorkoli drugače. V polke nek prišel z kakšnega ministrstva, da so naredili kakšne promocije, so to še naredili, pa ti spet ugasnili. Drugače pa seveda šport, noseče, umetnice, levo, desno, gor, dol, to je tisto, ki ljudi bolj zanimalo in potem je enostavno ta zanimanje, pa treba malo preveč intelektualnega napora. Po drugi strani pa to tudi naš izgovor, da mi stvari tako povemo, da nas tudi noben dobro zastopi. In se nekaj potrudimo preveriti, da so tisti, ki smo mi to razlagali, sploh razumeli, kaj govorimo. In to se odraža potem seveda tudi pri takem blefu, kot se zdaj pa nam dogaja, da govorijo, da je Slovenija država, ki to strašno vlaga v razvoj in raziskave, kar je formalno res. Dejansko pa mislim, da na inštitutijah, ki se ukvarjajo s tem že nikoli, ni bilo v bistvu toliko težko svoj osnovni poklic voditi. In se zmeraj potem ljudje vprašajo, zakaj.
Ta noč raziskovalcev pa nekoliko demistificira te zadeve, jih postavlja mogoče v eno tako družbeno okolje in v drug stran tudi raziskovalci morajo nekaj na to temu narediti. Manjka dolg se bil. Ja. Bom pa zato jaz najkrajša. Ja, jaz kot učitelj, vloga se prav zelo pomemben je, da pač sebe neprestano izobražujem, sledim pač napredkom, predvsem pa, da dijake pač pripeljem na te dogodke. Mi zdaj že ne vem koliko let, odkar se je NIP odprl, tudi odpre svojo vrata vsako leto svoje dijake tehniške gimnazije pripeljem. Ali na festival znanosti, potem hiši eksperimentov, je bil tudi ena zelo dobre oddaje, ko so se znanstveniki predstavili tako kot ljudje in v komunikaciji potem tudi z dijaki. Tako da se mi zdi promocija, se pravi znanosti, zelo pomembna, ker se mi zdi, da je zelo, kot je bilo že rečeno, to v drugem planu. Odnos, ki ga ima družba do znanosti, znanja, mislim, da je slab. Kako pa dijaki to sprejemajo? Ja, v bistvu dela z mladimi, jaz pravim, da je to privilegij, ker mladi so entuzijastični, so mladi, niso zamorjeni in tako da tudi kot učitelj recimo niti slučajno ne probam vplivati tako, da bi se je to brez veze, ampak jih je treba v bistvu stalno spodbujati. V redu, moram reči, da so. Pri mladih ne čutiš tistega zamorjenega vzdušja kot včasih, recimo na splošno družbi. Pri nas vse za nas je brez veze in tako naprej. In tudi, ko pravi, da je generacija mladih, da so pač drugačni in tako naprej. Niso drugačni. V svojem bistvu, se pravim, je ta vedoželjnost v mladih je še vedno prisotna in nimajo tistega luzeka balasta, ker mogoče imamo starejši. Pač Zdaj, če se najprej usmerim na to odmevnost oziroma ime in oči raziskovalcev oziroma nekako pozicioniranost tega dogodka, mislim, da je ta dogodek imel večji pomen oziroma boljši renomen kakšnih nekaj let nazaj. Se mi zdi, da takrat je res zasijal z nekimi dogodki, happening in tako naprej, mogoče zaradi tega, ker je bil baziran v Ljubljani in sem mu bolj sledila. Letos kar malo zamerim organizatorjem, ker je kar malo poniknil, vsaj v Ljubljani, nekako imam en tak zelo zmeden občutek, kaj se sploh dogaja, kje se dogaja, zmedena spletna stran in tako naprej, tako da je zelo težko priti sploh do nekega temeljnega bistva, kje se kaj dogaja, kdo bo kaj podajal in tako naprej. Ravno ta noč raziskovalcev bi mogla nekako zajahati tisti vpliv, ki ga je dobila nekaj let nazaj in res prejiti v še večji, še boljši dogodek, mogoče več dni trajajoč, ne samo en dan oziroma noč, zdaj sploh je paradoks oziroma absurdno, ker nič ne poteka danes po noči, ampak ste se končali na vseh prizoriščih okrog 9-10 in se nič ne zavleče v noči in se res ljudje smejijo, zakaj se reče temu noč raziskovalcev. In bi mogli recimo po vzoru zopet Britancev, kjer letos sem se udeležila recimo njihovega dogodka Science in the City. V Manchesteru je potekal dogodek Znanost po mestu, približno 14 dni trajajoč dogodek, kjer je res vse povsod pokalo od znanosti. Ampak to pomeni, da so zunaj visele zastave znanosti v mestu. Kamorkoli se obrnil na železniški postaji, ti nekdo dal listek v roke. To poteka v Manchesteru, tja pejte. Na radijskih postajah so se vrteli oglasi. A si šel v trgovino, si dobil listek, si dobil SMS in tako naprej. Z vseh strani je mesto dejansko objelo prišlega in ga povabilo, ne se odreži česa. Od takih stojnic, kakršne so tule, recimo, kjer res mimo idočega prišlega mimo grede zmotijo, na hitro za nekaj sekund, do kakšnih delavnic, do res razširjenih dogodkov, večernih debat, celo srečanja znanosti in poezije, srečanja gledališča in znanosti, improlige na račun znanosti, stand-up komedije na račun znanosti, mislim, žanrov je res ogromno, če bi se nekako stvari poenotile. Pri nas smo pa občutek, da pač inštitut dobi denar, oziroma nek oddelek dobi denar in potem dajmo po najmanjši liniji odpora nekoga poslati na stojnice tja, da bo pač neke pavšalje razložil. In s tem je dogodek zvodenel v čist podobnega, ne vem, vsem ostalim. Isti teden imamo festival znanosti v Ljubljani, imamo noč raziskovalcev v Ljubljani, imamo še kakšna odprta vrata, kakšnega drugega inštituta in vse je zelo podobno in nekomu
nekako plitko vse skupaj mi zveni, no, ne dobim neke globine razen nekega pavšalne predstavitve. Ne. Mogoče sem jaz bolj kritična, ker res iščem kakšno res vsebino, da me nekaj pritegne, da ni vse samo odprta vrata. Tako da to bi bila glede tega, še kakšno bolj rekla. Glede medijev pa sem še to že odgovorila. Res je, v medijih je znanost zelo zapostavljena, ampak mogoče ni sam problem na novinarjih. Ne. Novinarji se včasih bodemo kar bitko zmili na veter s temi našimi uredniki. Tudi ni problem v javnosti, recimo pri naših izborih za ime tedna je pogostokrat znanstvenih zbran, zelo pogosto je javnost zelo zainteresirana, sicer zelo površno, ampak se reče, to so nosilci napredka, razvoja v družbi in tako naprej, ne, znanstvenikom moramo zaupati, jim dati podporo in glas, ampak se mislim, da vedno bolj zatakne pri teh odločevalcih glede medijskih vsebin, tistih, ki plasirajo, ne, to pa so uredniki. Tako da te bi bilo treba povabiti na pogovore v laboratorije, v vodstva inštitutov in tako naprej. To je tudi na moč raziskovalcev, Ja, ne? ja. Ja, se je zanimivo, ne? Kaj pa je potem vas pritegnilo, da ste prišli na ta dogodek? Tatjana. Ravno razmišljamo, ne? Moje je ravno radovednost, kaj so naredili, kako bodo to predstavili, ker v bistvu sem bila jaz prvič povabljena. Res je, da v medijih to ni bilo dovolj spromovirano, čeprav moja narava dela je obiskovanje in kontaktiranje z veliko ljudmi na dnevni bazi in to je povezano s potovanji. Veliko časa preživimo v avtu in poslušam Val 202, tudi Val 202 o tem ni govoril. Ni bilo tega dovolj spromoviranega v mediji, da bi bolj pritegnilo, tako da v bistvu so me poklicali. Tako sem zvedela, da to sploh je. Ne? Me je pač radovednost, kaj bo pripeljala, da to vidim. Bi pa rekla mogoče, to, kar sem poslušala in kar je Mija rekel, meni se zdi, da ljudje, ki delajo z znanostjo in raziskovalci, ko so neke vrste, ko rečejo tehnična inteligenca, so mečkano bolj skromni in se ne marajo izpostavljati. Zelo težko se potegnejo ven iz svojega okolja in iz svoje lupine, najraž vidijo, da se jih pusti pri miru pri njihovem delu, ki je fokusirano, ker to sem delala v tem področju, vem, da kakšna strast je to. Kako te to lahko potegne, a bo uspel eksperimenta, ne bo uspel eksperimenta, ne? A bo ta rezultat v redu ali ne bo. Pač ti tam ždiš in vse odklopiš kot svojo družino včasih, ne? In ravno zato se mi zdi, da sem želela iti videti, ne? A bojo mladi malo bolj stopili v ospredje, kot smo mi mogoče nekoč, ali pa zdaj, ker imamo neke svoje poklice in prostor delovanja. In tle vidim, da so. Mogoče bi bilo pa res potrebno, da je to bolj koordinirano in bolj enostavno zreklamirano. Ker kaj je zdaj, če nekaj ni zreklamirano in dobro marketinško odprto, tega ni, ker je prevelika poplava informacij, da je enostavno mladi, jaz to razumem, da je bolj naslovljeno na mlade, ne? Oni morajo dobiti nek dražljaj, ki je dovolj močan, da se na njega odzovejo. A je to Facebook, ali je to Twitter, ali je to pač nova oblika komunikacije z njimi. Maruša, kaj pa vas pritegnilo, da ste v bistvu prišli sem? Jaz sem nadaljevala pri tam, kjer je gospa Tatjana nehala in bi dodala še to, da se v znanosti trenutno pojavlja še en drug hud problem in to je pomanjkanje financ, ki so namenjeni za znanost. Zato so znanstveniki večinoma, saj v tisti sredini, v kateri jaz delam, res hudo preobremenjeni. In v vsej tem pomanjkanju časa in te preobremenjenosti si je zelo težko vzeti dan, dva in ga nameniti promociji znanosti, zato ker te vse delo počaka. To delamo znanstveniki praktično v prostem času, redno delo nam ostaja. Ampak kljub temu, kot sem že prej omenila, se mi zdi to zelo pomembno, da znanstveniki predstavljamo
širši javnosti, kaj delamo, zato se tudi meni zdi pomembno, da si vzamem ta dan, dva in da pridem sem in probam predstaviti ljudem naše delo. Miomir. Mene pritegnejo zmeri take dogodke in če so še malo bolj nori, so mi še tako bolj všeč. Zato, ker enostavno to je tisti trigger, ki te pa rukne, pa te zbudi iz tiste zaspanosti in tistega vsakodnevnega življenja, ki pol na koncu življenja rečeš, živel sem pa le, in to nekoliko dolgočasno, to ni fajn. Drugače pa tako, da recimo v takih dnevi raznih odprtih vrat ali pa enega streznjenja v kakšnih zadevah bi mogli biti tudi za druga področja. Jaz bi zelo podpiral recimo, kaj ste, noč bank, recimo, ali pa kaj tazga, da vidimo recimo, kako te finančne strukture delujejo, kako ministrstva vsa tako delujejo, recimo, da se oni prikažejo, da grejo med ljudi, pa da to oni povejo, tako da jih mi lažje razumemo. Ne? In seveda, da se pač temu delu, ki ga raziskave počnejo, da se sistematično v medijih reče, recimo, če bo že na televiziji, ne bilo to enkrat, da vsake toliko časa, kot televizija najmočnejši medij, ampak da bi sistematično, da to urednik da kar mora narediti, nekaj mora najdeti na področju znanosti, da bo danes povedal kot novica. In ne se potrudi, pa ne najde, vse ima novinarje, pa ne se tudi oni začnejo zanimati, zato če že nimajo vse tiste želje, da bojo pol tudi vini. Pol pa kar naenkrat vidi tega ogromno. In za vsak področje tega, če lahko to obleži najdejo, mislim, zakaj ne bomo še mi, še to lažje. In seveda zmeri to, da se pove, da se pa pokaže, kje pa v Sloveniji smo tu mi. In potem za take zadeve seveda pol tudi narod, kasneje pride, mislim, da pa se zmerno za vsi na denar vračamo. Denar je samo posledica. To, da mi ne dobimo denarja za raziskave, za dost, pomeni samo to, da mi te zadeve podcenjujemo. In podobno je bilo s športom, z vsem tem, v športu tudi so marsikajšnji športniki marsikaj dosegli čist brez ali pa zelo malo suporta. Polk je ta zadeva postala poklic, pa to naprej se ponovno zmer vse spridel in če tiste pristne želje v znanosti je isto. Če preveč je dobro, zato ker potem manjka pa tistih ljudi, ki delajo z navdušenjem in pol tista znanost, ki vam pride pa spet tisti, ki sem na začetku rekel poklicne. To pomeni, ti moraš sproducirati toliko doktoratov, toliko člankov, toliko tega in potem je pa kaj pa je vsebina tizga, to se pomeni velike ene muske, pa ne prav dobra taka, kaj je. Po drugi strani pa tako, če ne boš, tudi ne bo ene kvantitete, pa tudi kvaliteta v ne pride. Stvari moš pač probati, moš narediti, mora to laufati. Ker se to laufa, je to polen tak stvar, ki vleče sama po sebi in mora vedeti. Ker rečemo, smo majhni, mi nismo majhni. Mi smo bili toliko poprečni Slovenci, bili toliko velik, kot poprečni srednji Evropejca, in je fora samo temu, da mi se umikamo za to, da nam ene odgovornosti ni potrebne imeti. Mene pa pravno, če enkrat v te take dogodke, kot je ta, čeprav je to verjetno slišali ne bo, ne vem koliko, ampak kakorkoli da je, pa je ravno ta, da se ta awareness se poveča. In če se bo sistematično na tem delati, če se bo trmasto na tem ustrajali in tako naprej, pol prejasne ljudi bojo to slišali, pa bojo videli. In tudi na Facebooku, na Twitterju, na čemorkoli, prejasne bo prišlo. Vse te tehnologije, ki jih imamo, to, da nas lahko vidi, ko je dostavljeno fotoaparatom, da v bistvu snemate 20-30 let nazaj, vsi, da bi jo gledali. Vse te digitalni mediji so ena zadeva, način zdravljenja, druga stvar. To, kar Tatjana, ki njena firma dela, to so stvari, ki dol padeš, molekularno-biološke zadeve. V šolah tudi, v šolah učijo kakšne zadeve, ki mislijo, da so z Marsa padle. In jasno, fino pa je, da to mediji podprejo pol. Tako, da iščejo te zgodbe. Mi pa smo pa dolžni, da jih pa pokažemo. Jaz to vendar, kaj vas pa pritegnilo sem, razen to, da ste že danes dijake peljali na ogled noči raziskovalcev? Ja, kot sem rekla, radovednost. Jaz sem zelo željna spoznati, s čim se ljudje ukvarjajo, ker se mi zdi, da smo učitelji tisti umestnik med temi
dognani dogodki med znanstveniki in recimo med dijaki. Pa še nekaj, ne? Pri nas v našem programu imamo mi projektno delo, ki je v kurikulumu. To pomeni, da dijaki naredijo pač eno manjše eksperimentalno delo, da mora potem tudi zabeležiti, zapisati, ne? Da sploh veš, kaj na določenih inštitucijah delajo. Ne? Najlažje spoznaš na takih večjih dogodkih, ki se pač predstavljajo ljudi. Tako da preko tega. Maja, kaj tebe pripeljalo v profesionalnega Erosa? Tudi zasebna radovednost, se nekako v bistvu zelo poenotena s profesionalnim Erosom. Ne, jaz z veseljem, vedno, kadar so taki dogodki, pridem okrog, pogledam, se tudi kaj pomenim, ponavadi poskušam kaj posnet, rada zapustim te zadeve s tem, da imam kaj materijala v rokah, ampak zopet, ne, zdaj, kar nekaj let konstantno spremljaš kakšno stvar, potem vidiš, da je vsako leto enaka, skoraj da. In je to z medijskega stališča je pač potem stvar postane vedno bolj neprivlačna. Če mi reče, da inštitut ima odprta vrata ali pa da se nastojnici predstavljajo s celim naborom nekih eksperimentov, od katerih nima nobene neke konkretne zgodbe, je to za novinarje zelo neprivlačno. In potem moraš biti jako zainteresiran, da izbrskaš to zgodbo zadaj in da potem poskušaš nekako najti neko dramaturgijo. Zato bi pač vedno apelirala na znanstvenike. Vem, da je težko, vem, da so res upeti v svoje raziskovalno delo, da je tam dinamika popolnoma drugačna, ampak najverjetneje delajo v kakšnem timu, morda je to v tem timu bolj ekstrovertiran ali pa bolj nekako željan tega, da komunicira navzven, da objavlja blog, da dela podcast, da samo maile pošilja, kaj imamo mi, s čim se ukvarjamo in tako naprej, ker na tak način najlažje zbudi pozornost novinarjev. Seveda javnost pa zbudiš pozornost tem, da čim uporabljaš čim večji nabor novih medijev, mlade s Snapchatom, Twitterjem, Facebookom, z video vsebinami, predvsem pa mora biti nekaj, kar je konstantno. Na tak način bo nekdo ves čas v zavesti javnosti. Neko spodbudo, ne, tako kot je, mislim, da je Tatjana državno, kar naprej neko spodbudo vladi. Jaz mislim, navezina na to, kar je Maja rekla, malo me je to spodbudil, ker novinarji, to sem zdaj pomislila, ko ste rekli, novinarji morajo svojo zgodbo svojim bralcem prodati, ker pač delajo v neki gospodarski dejavnosti. In oni pač iščejo tisto, kar bo pritegnilo čim več bralcev in potem tudi generiralo nek promet, ker so vsi odvisni od tega. Ja, in potem takoj pride žogica na drugo stran, ne? Zakaj ni več komunikacije? Komunikacije verjetno res ni več iz veliko razlogov, od karakternih lastnosti ljudi, ki se odločajo za raziskave, ki so manj ekstrovertirani, do tega, da, kot je rekla kolegica, da nimajo dovolj spodbude po svojih delovnih organizacijah, ne, ker oni to delajo v bistvu čisti z entuzijazma, za svoj prosti čas, tako da je nek tak začaran krog, ampak skozi vse te debate se mi zdi, da se odpira prostor za izboljšave. Mi v gospodarstvu moramo vedno razmišljati o priložnostih za izboljšavo, ker vedno to nas žene naprej in ohranja v življenju. To vidva zelo dobro. A mislite, da recimo tak dogodek, kot je recimo ta noč raziskovalcev, lahko vpliva na neko drugačno, boljšo recimo, ali pa tudi, da zanikuje, recimo dojemanje znanosti v recimo bolj lokalnem, ali pa tudi v širšem okolju? Jaz mislim, da kakršnakoli promocija znanosti, kakršnakoli promocija o tem, kaj se dela na področju nekih izboljšav nečesa novega, kar ni samo, zabava, pijančevanje ali pa šport ali pa karkoli, nekaj, kar daje nek pozitiven impakt, da se dela, da se nekaj novega ustvarja, da se nekaj novega odkriva, ne glede na to, ali to naravoslovno ali humanistično ali družboslovno področje, ima za družbo zelo pozitivno
pozitiven vpliv in dviga kulturo in zavest ljudi. Maja, Maruša. Jaz mislim, da en sam dogodek naredi malo, ampak kar je teh dogodkov kar veliko, kar se vsako leto ponavljajo, pa upamo, da imajo pač tudi na javnost nek pozitiven vpliv in da bodo s časoma dosegli tudi pozitivne spremembe v javnem mnenju in dojemanju znanosti. No, ampak recimo, kako bi recimo pač lahko definirali vpliv recimo takega dogodka noče raziskovalcev na recimo neko okolje, če ima? Sem bi tako, kako je Maja omenila, a se da še kaj več narediti. V tem, da narediš odmevnost večjo, to pomeni, treba imaš več sredstva več, ampak da narediš nekaj tako, da celo zadevo da zbudiš pozornost, dobro, zdaj to je marketinška zadeva, ampak da nekaj tanzga narediš, prej ni bilo, to bi bila pa naša naloga, recimo raziskovalcev, če se že pač ukvarjamo z znanostjo raziskovanja, da naredimo nekaj tanzga, da je mogoče, da je rdeča nit, to je tisto, ki je bolj večkrat ponavljana, po drugi strani pa je, da je toliko zelo drugačna, vsake, da ljudi zdrzne iz tiste njihove apatije, pa iz tistega, recimo, dnevnega ritma, ker zdaj smo tako pa tako stalno priklopljeni, tako so povedali, da tretjina ljudi odgovori na SMS, tudi če ga ti srednjo čim pošleš. Taki ljudje so zdaj skozi plug-in, skozi so vklopljeni in to te izčrpava. Sam ne veš, si pod stalnim stresom in potem rabiš med zelo močne državljanje, da se ti iz tega konstantnega stresa tudi ven zbudiš. Ta stres je pozitiven na en način, tak malo adrenalinski frik postaneš, po drugi strani pa pol, pa je, se to pa vemo, ker adrenalina zmanjka, ti pa imunski sistem pade, enostavno se zelo hitro iztrošiš. In potem seveda že en nov tvoje mesto zasedati. Tako da, tisto, kar bi morali početi pri temu je, da ta dogodek sigurno imeti, pogledati, če ga ni moče zdrav še s kakšnim drugim povezati. Po drugi strani se moramo pa zavedati nekaj, da do zdaj so vse družbe uspevale takrat, ko so imele, če pogledamo v preteklost, ki je bila svoboda in neko določeno blagostanje in zanos. Rusija po oktobrski revoluciji, dobro, nisem imeli blagostanja, imeli sem velik zanos. Nizozemska, ki se je od Špancov znebila, tudi umetnost, trgovina, vse je laufal in tako naprej. Isto bilo v Angliji, zdaj v Ameriki. In to je potrebno. Pri nam česar manjka, ali pa kar jaz mogoče čutim je, ali preveč kot upelost ljudi. Preveč tisto, da je strah vsega tega, strah te jutrišnjega dneva, strah tega, pa je Nada rekla, mladi pa nam ti to prinesejo, da jih pa ni strah. Oni so šli začeli živeti, oni odkrivajo življenje. In če ti v bistvu ugotoviš, da znanost in raziskovanje in to, da to je zelo taka thrilling zadeva in da na tem v bistvu cela naša, mislim, da je bolj življenje režur, ampak ne tak, kot pred Tatjano menila, tak banalni žur, ampak je res, da je fajn, da se bolj zvečer, ker si utrujen, ker spati in si zadovoljen, da je tak fini dan minil in da jutri te še lepši mogoče čakati. To je pač en kamenček, pa dajmo teh kamenčkov še več narediti, pa mislim, da bo tudi, da bo fajn. In Maja, ki je upozorila, nevaren pa je, da bo postanejo to evropski projekti, naši projekti, ki treba denar, pa poročilo, pa to je tisti potem bolj važen, kot celo vsebina. In se potem organizatorji zaradi vsega zahtev, da je ta transparentni denar porabljen, potem so omejeni v ene okvire in potem ne vejo, kako se iz teh okvirov ven iztrgati in potem grejo bolj in imaš gospod. Nada, kako recimo vi mislite, da lahko tak dogodek, recimo tudi v vašem okolju ali pa širšem okolju ali pa konkretno recimo pri vaših dijakih spodbudi nek pozitiven odnos do raziskovanja, do znanosti? Ja, meni se zdi zelo pomembno. Danes je bila recimo že reakcija, ko smo šli na oddelek za katerega raziskuje raka,
Joj, kaj pa je tale raziskovalka po poklicu, kaj je biologinja, je medicinka, ne? In v bistvu potem v dijakih vzbudiš, se pravi, še eno željo, kaj bi pa, ne, se pravi, lahko jih na kakšne take stvari, če so večkrat, ne, se pravi, če imajo možnost večkrat to videti, jih to lahko tudi opredeli, ne, se pravi, njihovo poklic, kaj bi si dejansko, včasih so zelo razdvojeni, predvsem tisti, ki imajo zelo veliko talentov, se zelo težko fokusirajo, recimo, ne vejo, kaj bi šli študirati in je tak je dogodek trigger, recimo, aha, to je pa jaz študiral, recimo, pa delo, raziskoval. Zanimivo, Maja. Jaz bi točno to besedo uporabila, trigger, ker včasih niti ne vemo, kdaj se zgodi nek tak magičen trenutek v življenju posameznika, zlasti otroka ali pa mladine, ki se naenkrat odloči, to bi pa bila, ali pa ga začne neka taka sila gnati v eno smer, ne. Marsikdo mi je pripovedoval, da je mogoče zgolj od nekega trenutka bilo, ko je dobil navdih, da bi šel pa, ne vem, da bi pa raziskoval ribe ali pa karkoli in je potem šel v tej smeri v življenju. Lahko je en tak dogodek, ja, ravno neke vrste podlaga ali pa podstat za to, da se potem razvijajo bodoči raziskovalci, bodoči intelekt družbe. Tako da to je en aspekt dobrega oziroma doprinosa takih dogodkov. Drug je nasplošno, da v neko tako širšo atmosfero vnaša nek tak občutek radovednosti, da nas ves čas opominja, da je treba biti radoveden, da je treba se učiti, da smo vedno, nismo nikoli prestari, da se učimo, tudi starše, tudi stare starše in tako naprej. Bi pa omenila ravno to, ne, ta noč raziskovalcev je res, jaz vsaj od zunaj imam občutek, da je res vodena kot en tak projekt, kjer je treba, da se razdeli denar in se razdeli stogo med posamezne, ne vem, oddelke, inštitute, institucije in tako naprej in se mogoče res ne naredi neke širše zgodbe, da se tega ne umesti, da bi sta dobila neko identiteto, ker pač v Kopru poteka 20 stvari, hkrati v Mariboru poteka 20 stvari, vse je čisto tako, ne vem, prevelika kakofonija, čisto vseh možnih namigov, kam iti in tako naprej. Tako da bi se mogli res organizatorji mogoče mečkati bolj kakšne, ne vem, konkretne zgodbe vpeti in sodelovati in več ljudi hkrati pridi do nečesa, da s tem postanejo bolj prepoznavni. To se mi zdi zelo, zelo pomembno. Sicer pa, recimo, na kak način zanetiti zanimanje za znanost na takih dogodkih. Jaz rečem, ne vem, 3 stvari so zelo pomembne, da imaš zgodbo, da res, da pripeleš to nekemu mimoidočemu, da mu lahko predstaviš zgodbo v 1 minuti, da je prva osebna izkušnja, kar je znanosti krasno, ker lahko greš in test narediš, teštiraš nekaj in se zelo hitro lahko v prvi osebi, ne vem, gospod Vane, Ivan Leban je meni bil krasen s temi njegovimi eksperimenti in sem se veliko naučila od njega. Pa mit osebnosti, da se gradi na znanstvenikih, tako kot ste rekli, kaj pa ta počne, ta raziskovalka, ker je v njihovih očeh zrasel kot neka oseba, ki se ukvarja s tem, da oseba, se potem bi jo nekdo sledil, samo zato, ker je kul v njegovih očeh, ne, in je tam kul mit osebnosti, bi bilo treba večkrat bolj poudarjati na takih dogodkih. Ne samo neko, nismo, ne vem, ornitologi, ampak jaz sem ta ornitolog. No, to je zanimivo, ne, kaj še drugi mislite, to, kar je v bistvu Maja zdaj že načela, ne, kako bi vi vidite še osebno, recimo, kaj se da za promocijo znanosti in raziskovanje še narediti. Še kdo? Ja, bi sam to povedal, recimo, naša partnerska firma Biobanka, se ukvarja z shranjevanjem celic, predvsem popkovnične krvi. Oni so v Mini-Cityju, tle bliz, to je zdrav, so Sobca, tako kot tam je pač mesto, ker so različne firme, agencije, tudi radio in tako naprej, so naredili simulacijo realnega življenja. Pol, ker pridejo otroci, se lahko tam igrajo, in oni imajo tudi tam, pa malo pipetirajo, pa prelivajo, pa mikroskopom gledajo in biti nam enkrat posodil še tele preparate, in potem jih je ogromen, jim je bilo blazno všeč. Največji paradoks je pa to, da ta najbolj so ime pa stvar, ki je prešanila, ki so si pa belo halo gorda. So bili oni belo halo gorda. In pa so komentarji, da sem pa jaz zdravnik, da sem mestovan, da sem tret. In tisti šok pri teh mladih otrocih je bil res fenomenalni. Jaz sem se ležal, ker ne vem koga, zato ker sem videl, da kakšna droga trigger,
je zadost, da jih zanimira. Še kakšna ideja? Maruša? Jaz mislim, da bi za promocijo znanosti zelo prav prišel v Sloveniji en znanstveni muzej. Večina velikih evropskih mest ali pa svetovnih mest ga ima, Ljubljana ga nima, tako da to bi bilo za razmisliti za bodoče. Tjana? Jaz sem razmišljala o tem, ko je Maja rekla, da bi izpostavili kakšnega raziskovalca, da bi lahko dvigali ugled znanosti skozi to, da se predstavi ena oseba, njegove dosežke in to konstantno kakšna oseba, vsakič nekdo. In potem sem pomislila, kako daleč je to od narave raziskovalca. Raziskovalec zelo težko stopi v ospredje in zelo težko živi s tem, da bi bil prepoznan. To je že v naravi tega dela. Že ta delo samo je potegnjeno v neko okolje, ki je bolj zavarovano. Je pa res, da verjetno skozi to promocijo, ko bi mladi, se mladi itak, še tako Kanada sploh pove, to se mi zdi sploh fajn in tudi veliko je takih pedagogov v Sloveniji, ki tako zelo veliko naredijo za te mlade. In mladi skozi to, ko prihajajo in ko jih moramo bolj pozitivistično vzgajati, bolj pozitivističnem razmišljanju, ker Slovenci nimamo tega ugrajenega, se mi zdi, v svojem genu optimistično razmišljanje, ampak veliko pa se dela na vzgoji teh mladih, da razmišljajo bolj pozitivno, da ne iščejo samo napake, ampak tudi širši kontekst in s tem, ko se tudi oni povezujejo z ostalimi v Evropi in svetu, se mi zdi, da to je korak za korakom. In če bi se to delalo tudi bolj sistematično, bi tudi znanstveniki ali pa raziskovalci, jaz sicer to tako točno ne ločim, kakor Mijo to zna ločiti, ker on je res veliko bolj fokusiran to delo v znanosti in več ve, bi s tem enostavno naredili nek switch, ki bi šel potem naprej, da bi se bolj sprejemalo to delo in tudi oni sprejemali, da se jih predstavi. Vse delo predstavi v enkrat na teden, ne dosežke in nekega raziskovalca. Ampak mogoče bi bilo to treba, če bi oni pristajali na to, tudi kje drugje, ne samo v delu ali Val 202 ali pa kaj takega. Skozi medije je edina varianta, ne pa, če bi dvigali ugled vsake posamezne osebe, te osebe bi zelo težko na to pristali, če bi pa skozi to, kaj so oni naredili, to delo pa oni skozi, pa po moje, da je. Gospa Nana, kako bi vi recimo z vidika, vi ste profesorica, učite mlade, recimo to, kar ste zdaj vsi v bistvu povedali, na nek način razširili, dopolnili bolj kvalitetno to moč raziskovalcev, da bi res mlade potegnilo, da bi v bistvu kome čakali vsako leto, kdaj še bo to. A obstaja kakšna ideja, recimo? Težko rečem, bi se pa navezala na tole, kako recimo mi znanstvenika predstavimo. Ko imamo dan odprtih vrat, recimo tudi na naši šoli, vedno organiziramo eno predavanje. Predavatelj, znanstvenik, bo prišel spredavati svojo stroko, ki jo pozna. In dejansko, ko jaz takrat, poleg tega, da pride zunanji, tudi dijake, pozovem, da pride zraven in preko dela, v bistvu se oni najhitreje izpostavljajo, tudi laični javnosti. Zdaj ne vem, jaz moram reči, da letos, kar se tiče te organizacije, sem prek vabila na dan odprtih vrat, so mi dali še na njih priponko, vse kaj se dogaja v Ljubljani, pa izven, se pravi po Sloveniji, tako da kaj bi bilo treba tle dodati, jaz nimam ideje, moram reči, da ne vem, na kakšen način bi. Je pa res, kot je bilo že rečeno, če je to samo noč, jaz mislim, da tle bi mogel biti stalni impuls, da enkratni dogodki, tako kot je približno, tako kot je treba avtor registrati, vedno kaj može narediti, mislim, stvari ti
Ne, res ne. Mislim, mora biti stalno, konstantno. Najbrž nisem odgovorila, ampak pač zadeve... Ideja je vse, recimo vse medijo, ne, za naprej. Vsekakor, zahvaljujemo se vam za sodelovanje. Poročilo o raziskavi bo objavljeno na spletni strani projekta Noč raziskovalcev. Če pa želite, da se vas osebno obvesti o tem, pa lahko pustite tudi kontakt, pa jih bomo posredovali. Hvala vam.